Pozdravljeni v novi epizodi podcasta Zavoda za zaposlovanje za kulisami trga dela. Naslov današnje epizode je Kako začeti znova v Sloveniji? Zgodbe z prve linije. Predstavljajte si, da pridete na delo v novo državo. Ne poznate sistema, jezika, ljudi in prvič slišite besedo enotno dovoljenje. Ravno zato od januarja v okviru Zavoda za zaposlovanje deluje Info točka za tujce. Prostor, kjer tujci ne dobijo samo informacij, ampak pogosto tudi prvi občutek, da niso sami. Danes sta z mano Nada Plestenjak, vodja Info točke za tujce, in Juana Hčin, ki v okviru Info točke ne svetuje samo tujcem v Sloveniji, ampak tudi sam zelo dobro pozna občutek življenja med dvema svetovoma. Dobrodošla. Hvala lepa. Hvala za povabilo. Evo, bomo kar začeli. Nada, če bi morala Info točko opisati nekomu, ki nič ne ve o trgu dela, o postopkih, po domače, kaj pravzaprav delate? Ja, v tem primeru bi si morala kar majčkeno časa vzeti, ker Info točka res ni samo neka informacijska točka, ki daje informacije o papirjih, ampak je še mnogo več. Dejansko je res povezava s trgom dela v Sloveniji. V zadnjih 10 letih se je delež tujcev, ki so zaposleni v Sloveniji, dejansko podvojil. Hkrati pa smo prišli iz neke visoke brezposelnosti v strukturno brezposelnost. Tako da tukaj so se res pokazale potem te potrebe, da dejansko na trgu dela tujci, ki prihajajo k nam, potrebujejo neke zanesljive informacije, varne informacije, točne informacije in razumljive. In dejansko se na Info točko obračajo zelo konkretnimi vprašanji, kako pridobiti delovno dovoljenje, kako pridobiti soglasje za pridobitev enotnega dovoljenja za bivanje in delo, kako urediti status, ko že bivajo v Sloveniji, pa bi še delali, bivajo na nekih drugih podlagah. Res zelo, zelo konkretna vprašanja, hkrati pa zraven vedno zaznavamo neko nemoč, nek strah, ali bodo prišli do prave informacije, ker je res, postopki so zapleteni. In v tem primeru mi tudi dejansko delujemo kot nek kažji pot, ker je naše svetovanje se pač osredotoča na informiranje glede zaposlovanja tujcev iz tretjih držav v Sloveniji, ampak to je en mali segment, življenje in delo je pa še veliko širše, tako da delujemo kot kažji pot, jih usmerjamo na ustrezne prave institucije, so to vladne, nevladne organizacije, da jim omogočamo čim boljšo integracijo. Kje pa sploh zvejo za vas? To je pa zelo zanimivo. Ob otvoritvi smo imeli res tiskovno konferenco in otvoritev in tako. Dejansko je bila taka potreba na trgu, da nismo imeli nikakršne kampanje, ampak obisk je res ogromen. Mi svetujemo po 3 kanalih, se pravi preko telefončka, preko elektronske pošte in k nam lahko pridejo tudi osebno. Številke so velike, ogromne. Telefonsko imamo več kot 3500 klicev na mesec, napišemo skoraj 1000 mailov, osebno se pa k nam oglasi približno 30-40 oseb na mesec, kar se mi zdi, da je kar velik procent, glede na to, da nismo imeli nobene kampanje. Jaz bi rekla, da ta majhnost Slovenije, da so tudi ostale institucije prepoznale našo vlogo, tudi druge institucije napotujejo k nam, razna društva priseljencev usmerjajo na nas. In od ust do ust. Od ust do ust, ne? Verjetno so to pač nekatere skupnosti precej povezane, pa potem se napotujejo med sabo. A se morajo kaj naročiti ali lahko kar pridejo? Lahko kar pridejo v času uradnih ur. Se pravi, to je pač, da v četrtkih nimamo uradnih ur, takrat se tudi mi
naši prekrasni sodelavci, se usedemo, majčkeno pogovorimo, zakonodaja se stalno spreminja, se moramo tudi mi opolnomočiti, ne? Tako da ob četrtkih ni teh uradnih ur, drugače pa v času uradnih ur. Se pravi, če še poveš za naše gledalce, kam se lahko oglasijo? Lahko se vedno dobrodošli na Dalmatinovo 4 v Ljubljani, tako da kar pridite s kakršnikoli vprašanjem glede zaposlovanja tujcev iz tretjih držav v Sloveniji. Super, odlično. Juan, mene pa zanima, kaj tujce po tvojem mnenju največkrat preseneti, ko prvič pridejo na pomoč na infotočko? A misliš, da jih kaj preseneti v zvezi s Slovenijo pa postopki? V zvezi s postopki, ko pridejo, verjetno jih preseneti to, da damo neko imamo celovito paleto informacij, jih povezujemo, kot je Nada lepo povedala, z raznimi institucijami, z upravnimi enotami in tako dalje, za priznavanje izobrazbe. Mislim, so informacije, ki presegajo našo specifično vlogo v teh postopkih pridobivanja enotnega dovoljenja, soglasja in tako dalje za zaposlitev. Tako da jih preseneča, da jih poslušamo, predvsem jih to preseneča. Da so slišani, da se jih upošteva, da se jih usmeri in pač, da damo v nekaterih primerih se jih to tudi preseneti, da imamo brezplačne storitve, a ne? Ker slišimo razne zgodbe iz drugih držav, tretjih držav, kjer so ljudje v takih situacijah, da ogromno svojega denarja, premoženja morajo vložiti in se zadolžiti, zato da pridobijo nek dokument, neko soglasje, neko pomoč strani nekega agenta, agencije, kakorkoli. Tako da to, da imamo brezplačno storitev in da damo celovite informacije, to je, mislim, da je tisto, kar jih preseneti, da jih poslušamo. Super. V bistvu zanimivo se mi zdi, da tako osnovna stvar, da nekoga poslušaš, hkrati pa očitno ni več to sploh samoumevno, sploh pa mogoče za ljudi, ki prihajajo iz določenih tretjih držav, ne, kjer je tudi veliko zlorab in marsikaj naletijo te ljudje na tej poti. Ok, če zdaj nekdo posluša in pozna tujca, ki ne ve, kje začeti, za kakšna vprašanja vse se lahko obrne na infotočko, Juan? V glavnem, mi nudimo podporo delavcem, migrantom in delodajalcem, ki želijo zaposliti tujce. V glavnem, dajemo informacije o pridobivanju delovnih dovoljenj za tujce, ki prihajajo iz Bosne in Srbije, ker ima Slovenija podpisane bilateralne sporazume s tema državama, tako da glede teh postopkov je Zavod za zaposlovanje tista vstopna točka, kjer se začne postopek pridobivanja delovnega dovoljenja za te državljane. Tako da v glavnem nudimo informacijo o poteku teh postopkov, predhodni postopek, izdaja soglasja, izdaja informativnega lista in tako dalje. O tej povezavi med Slovenskim zavodom za zaposlovanje in Zavodom za zaposlovanje v tujini in potem tudi, kako se nadaljuje, ko že enkrat izdano delovno dovoljenje, kako se nadaljuje postopek potem na upravni enoti za pridobitev, ureditev bivanja, enotnega dovoljenja za prebivanje in delo. Naprimer, ti delaš na fronti, na prvi liniji. Kaj je vprašanje, ki ga dobiš skoraj vsak dan? V glavnem sprašujejo tisto vprašanje, ki dobimo telefonskem klicu, kdo rešuje mojo vlogo, kje je vlogo, če ste dobili vlogo, če je prišla povratna informacija in časovno, tisto vprašanje, ki nas ponavadi sprašujejo, kdaj bo rešeno. To ponavadi odgovora konkretnega nimamo, ne moramo obljubiti. Pač so določeni roki, zakonsko določeni, ampak v tem celotnem procesu se lahko zadeva zavleče. Tako da je veliko teh vprašanj, časovno, kdaj bo rešeno. Kar je razumljivo, recimo, če nekdo čaka v tujini, v svoji državi, je prijavljen na zavodu in čaka, da bo dobil odobritev za, da spakira, po domače rečeno, in gre v drugo državo,
je to res, mislim, pomemben podatek za človeka. Ja, res je, seveda. Tega je marsikaj odvisno. Zdaj pa, mislim, da smo dobro pogledali, kaj je Infotočka, kaj pravzaprav delate, kdo se lahko na vas obrne. Zdaj pa gremo na zgodbe. A ne? Vedno imamo na eni strani številke, imamo papirje, imamo postopke, ampak za temi številkami, za temi postopki so ljudje. In moje naslednje vprašanje za vaju oba je, katere zgodbe, kateri trenutki so vama najbolj ostali v spominu. Pa gremo najprej na pozitivno, na pozitivnem smislu, kaj verjetno imata pač, to je zdaj že leto pa pol, kar Infotočka obstaja, kak trenutek, kako zgodbo, kak primer, ki vam ostaja tako v pozitivnem spominu. Mogoče... Lahko. Ja. Pozitivnih izkušenj imamo ogromno, tudi, a ne, kljub vsemu. Recimo primer, ko nekoga spremljaš od tistega prvega vprašanja, bi prišel v Slovenijo, recimo na podlagi nekega dogodka v tujini, ker mi sodelujemo tudi na raznih dogodkih v tujini, a ne, in recimo, da nekdo je zainteresiran za prihod v Slovenijo in mu daš tisto osnovno informacijo, kako je z bivanjem, na kakšen način lahko pride v Slovenijo, in da se potem ta oseba odloči in da pride z družino in jo ti spremljaš in da te vsakeč, ko naredi en korak naprej, da se lahko na tebe obrne in ti pove, dobil sem na upravni enoti to, kaj pa zdaj, a ne, zdaj pa kaj izobrazba, vozniška, pač so določene stvari, ki presegajo našo specifično pristojnost. Ampak da daš človeku, ki prihaja v neko novo okolje, neznano okolje, da mu daš nek občutek varnosti, da ni sam, da se lahko na nekoga obrne in da pride do realizacije zaposlitve, da se vključi v družbo. In takih primerov imamo kar nekaj. No. Wow, to se mi zdi res tako navdihujoče, da v bistvu lahko nekoga spremljaš celo pot in si tam za njega in si pač podpora, ki presega samo čisto konkretno postopke Infotočke, ampak res lahko nekomu pomagaš. Ne? To se mi zdi v času, ko je mogoče že težko najti delo, ki res naredi neko spremembo, v bistvu res lepo. No? Evo, se nada. V času, ko je informacij ogromno in veliko, povsod, da lahko zagotovimo res tiste prave informacije. To je zelo pomembno in da nam ljudje zaupajo, da se počutijo slišane in varne. Jaz sem imela pa pač en primer, mogoče bi izpostavila, ko je šlo za zamenjavo delodajalca, ki je tudi pač en poseben postopek. In je bilo res, ko čutiš to negotovost, ko stranka pride k tebi, ali bo vse v redu, ali bo šlo, ne? In potem, ko dobiš ta povratno informacijo, samo vse je ok, srečen sem, zadovoljen sem z novim okoljem, z novim delovnim okoljem, vse je dobro. Ti je lepo, ne? Veš, zakaj prideš zjutraj v službo. Ja, to so dosto v bistvu, to so življenjske zgodbe, to so resne stvari. Na drugi strani je nekdo, ki je praktično njegovo življenje na nek način na nitki lahko zaradi takih stvari. Tako da je v bistvu vloga naša, vaša tukaj res pomembna. Zdaj pa mislim, da je prav, da se dotaknemo pa tudi druge plati. Če se mogoče spomnite, kakšne zgodbe, kakšne osebe, kakšnega postopka, ki vas je pa kaj zabolel, ker vemo, spremljamo, vidimo, da pa kljub temu, da se mi trudimo, da se pač vsi organi trudimo, da pač kršitve so, ne? In da so v bistvu ti delavci največkrat ful ranljivi. In me zanima, če lahko kak konkreten primer, kaj izpostavite, kjer je bilo pa težko. Ja, dejansko znotraj tega enoletnega in skoraj pol delovanja smo nekako zdefinirali, se je vloga Infotočke tudi tako zdefinirala, ne samo informiranje, ne samo kot kaži pot, ne samo kot nek most med trgom dela, med migracijami in pravicami dejansko. Smo ugotovili, da smo na Infotočki tudi nek kanal, kjer smo zaznavali te kršitve, ravno zaradi tega, ker smo omogočali ta nek varen prostor. Tukaj bi jaz res omenila
dobro sodelovanje pač z drugimi vladnimi in nevladnimi organizacijami, ker to je sistemski problem, a ne. Infotočka kot taka ne more reševati, lahko pa opozori, poda prijavo naprej, mora dati prijavo naprej, a ne, in pomaga potem osebam, da si najdejo neko drugo delovno mesto, da si uredijo stvari. No. In dostikrat se potem v takih primerih vidimo, da v bistvu prvič se iskalci zaposlitve iz tuje države zavedajo svojih pravic in obveznosti tudi, ne? Ja, oboje. Ne? Ja. A bi ti mogoče še izpostavil, Juan, kaj, kar ti je bilo težko? Ja, mi imamo dnevno take zgodbe, tako da težko bi rekel za eno konkretno, ampak recimo, če vzamem primer, ne vem, delavec iz Egipta, ki ne govori niti angleško, komaj malo slovensko, je prišel do nas po pomoč, ker mu je prenehalo delovno razmerje iz neznanega razloga in ta človek jaz sem komuniciral z njim preko aplikacije. On je govoril v svojem jeziku in sem jaz dobil pač v angleščini. In mene je to preseneča, kako lahko nekdo, v kakšnem obupu mora biti človek, da gre v drugo državo, kjer sploh ne ve, kako bo komuniciral, ker govori samo svoj jezik. In v tej državi ni praktično ljudi, ki bi govorili njegov jezik. Kakšnemu delodajalcu gre, kako se sporazumeva z sodelavci in tako dalje. Kako se on zaščiti pred morebitnimi kršitvami, izkoriščanjem in tako dalje. Mislim, take zgodbe so res, ko te spravijo res v tako situacijo, ne veš, kako bi pomagal. Kako pa potem vi, ko ste v bistvu na tej pač prvi liniji z temi osebami, ki rabijo pomoč, pa pridejo razne težke zgodbe, ki presegajo to, kar jim v bistvu vi lahko pomagate, a ne? Kako se potem vi s tem soočate? Nada, omenila si že, da v četrtkih se vi skupaj potem dobite, pa si pač pomagate. Na kak način si tudi tukaj nudite drugmu pač podporo in kaj vi potrebujete, da lahko potem pač kljub tem zgodbam greste naprej? Jaz bi tukaj mogoče res omenila sodelovanje z nevladnimi organizacijami, kjer se v bistvu izmenjavamo in pol ugotavljamo tudi, da imamo podobne ali pa iste primere, a ne? Pa tudi sodelovanje pač z pristojnimi institucijami, ne? Kot FURS, Inšpektorat za delo, policija. Tako da to se mi zdi, da je res pomembno. Mi sami si pa pač podelimo zgodbo, se poslušamo, iščemo neke rešitve, več glav več ve, bolj, da smo drugmu v podporo, ne? To je res pomembno. No? A poveš mogoče malo več, s katerimi nevladnimi organizacijami sodelujete, kako to sodelovanje poteka? Dejansko nekako delavska svetovalnica je tista, Društvo Ključ bi tudi tukaj izpostavila, ker imamo tudi zelo dobro sodelovanje. Te dve bi res prav posebej omenila. No. Pa filantropija je tudi. No. In kako to potem v praksi poteka? Vi se pol v bistvu sami obrnete na te nevladne organizacije? Tako, kličemo se, sestanke imamo, tako. Ja. Super, v bistvu lep primer dobre prakse, kako se vladni pa nevladni sektor res povežeta v praksi za dobrobit posameznika. Enako imamo tudi kak srečanja ali pa se pokličemo tudi z informacijskim središčem, tako da tudi z njimi lepo sodelujemo. Se mi zdi, da to je pa mogoče prednost te naše majhne Slovenije, da se nekako poznamo, ne? Vsi delujemo na istem trgu dela, ne? Na istem terenu in lahko s skupnimi rešitvami kaj pomagamo tudi tako delodajalcem kot iskalcem zaposlitve iz tujine. Juan, nekaj si prej omenil, da ne samo, da mi zavod v Sloveniji počakamo, da pridejo tujci na delo v Slovenijo, ampak da gremo tudi na dogodke v tujino. Malo več poveš o teh dogodkih? Tako. Zavod, nasplošno Zavod za zaposlovanje in oddelek za tujce sodeluje na raznih dogodkih v tujini, kjer predstavimo življenje in delo v naši državi in običajno se dogaja, da grejo z nami tudi delodajalci, preverjeni, naši
dobri delodajalci, ki zaposlujejo, ki so pripravljeni zaposliti tujce in imamo zelo dobre rezultate v sosednjih državah in tudi malo dlje. No, recimo, lani smo predstavili življenje in delo v Sloveniji skupnosti v Argentini, to se pravi ne samo slovenskim potomcem, ampak splošnem prebivalstvu, tako da to je bilo, mislim, najdaljše potovanje. Dogodek je bil najdlje od Slovenije, ampak v glavnem rezultati so merljivi in tako dalje, v redu, mislim, zelo v redu. To se pravi, zavod je prepoznaven tudi preko teh dogodkov v tujini. Poznajo ljudje, slišijo morda prvič za Slovenijo, da so možnosti za zaposlitev, kakšne so potrebe v Sloveniji. In za delodajalce je to tudi pomembno, ker dobijo motivirane, zainteresirane kandidate, ki jih lahko potem preko teh postopkov zaposlijo in pridejo v Slovenijo, ne, seveda. Se pravi, zavod v zadnjih letih res deluje proaktivno, se pravi, ne čakamo, kot si že na začetku rekla, da je pač zelo nizka brezposelnost, ne čakamo, da tujci izberejo Slovenijo izmed pač vseh držav, ki jih imajo na voljo, ampak dejansko gremo v države in sami predstavljamo življenje in delo v Sloveniji in pa seveda promoviramo vse postopke, varne migracije, ker pač je to za nas kot zavod res pomembno, ne? Še eno stvar sem se spomnila in sicer vem, da se vi udeležujete tudi raznih dogodkov, ne samo v tujini, ampak če se prav spomnim tudi raznih dogodkov, ko jih različne skupnosti v Sloveniji pač prirejajo. Dajte mi malo več o tem povedati. Kaj ste se kaj udeležili, kak je bilo luštno? Ja, to je bilo za nas tudi neko tako priznanje tujcev tretjih držav, ki živijo v Sloveniji, da dobimo vabilo, recimo, jaz sem se udeležila piknika filipinske skupnosti v Sloveniji, kjer sem potem predstavljala življenje in delo v Sloveniji, jim pokazala tudi naš, recimo, kažipot, tudi do drugih institucij. Ob zaključku predstavitve smo se pa pač pogovarjala, ne? Je bil čas za te individualne pogovore. Tako da je to res nekaj, ki ti da občutek, da si pa prepoznavana, ne? Da si prepoznavan. Čez nekaj časa smo dobili potem vabilo za nepalsko skupnost, ki so nas povabili najprej na predstavitev zelo zanimivega dokumentarnega filma o nepalski skupnosti v Pivki. Ki je nekak slogan, da so prišli po delo in da so našli prijatelje in kako lepo sodelujejo. Čudovit film. No, čez nekaj časa smo pa dobili za nepalsko skupnost, tu se pa Juan udeležil ob praznovanju novega leta, ki ni prvi, a ne? Pa ni 2026, a ne? Kiro leto ste že? 2083. Ja. Tako da si imel priložnost v prihodnost še potovati. Tako da, in tudi tam smo bili s stojnico, Juan je z našo sodelavko, sta informirala, sta bila v bistvu del skupnosti, a ne? In kar je dobro in predvsem pohvalno, da tudi tuje skupnosti pri nas pokažejo svojo kulturo, pokažejo svoje običaje, svoje plese, kulinariko, umetnost, a ne? In da vidijo, da so opaženi, da so sprejeti, a ne? Tako da to, pa z ukrajinsko skupnostjo pa tudi, a ne, nas vabijo. Ja. Latinsko društvo tu, smo imeli predstavitev v Latinskem društvu v Ljubljani. Pač smo prepoznavni in delamo, informiramo, ozaveščamo in to nas vleče naprej. Ja. Juan, ti si omenil prej, da ste šli v Argentino predstavljati življenje in delo v Sloveniji, ampak vem pa tudi to, da si se ti rodil in živel v Argentini in si pred par leti, a ne, če se ne motim, prišel na tako, kar zdaj ti promoviraš, življenje in delo v Sloveniji. Je tako? Ti si pravzaprav primer življenja in dela v Sloveniji in me zanima najprej to. Kaj je bilo tebi najbolj zanimivo, ko si prišel v Slovenijo? Zdaj, jaz, ko sem prvič prišel v Slovenijo, mi je bilo najbolj zanimivo, ko sem letel z avionom nad oblaki in kar naenkrat se odpre nebo
in vidim tisto, kar sem gledal prej v pravljicah. Vidim tiste gričke, cerkvice, hiške in tako dalje. Tisto mi je ostalo spomin, to je zdaj že kar nekaj let od tega. Verjetno, da bo spremljal to bo spremljalo celo življenje. V Sloveniji sem zaznal prvo, kar me je presenetilo, to, da se lahko stvari uredijo lokalno. Greš na upravno enoto in zaprosiš in v parih dneh dobiš pač osebni dokument. Ni to nek zakompliciran postopek, seveda moraš izpolnjevati pogoje, mora biti vse v redu, ampak postopki so precej bolj enostavni kot v večjih državah. V Argentini, da zaprosiš za pasport, čakaš, vse takrat je bilo, to si čakal 2 meseca, je bilo strašno drago, si moral imeti neko specifično fotografijo, tako da, predstavljam si, da je to v neki Indiji v današnjih časih še poteka bolj v tem stilu. Tisto, da se pač stvari urediš dosti hitro, v primerjavi z drugimi državami. Avto kupiš v 10 minutah, plačaš, narediš prepis, dobiš tablico in se odpelješ. Simple zadeva. Mogoče malo premalo cenimo take stvari, ker se nam zdijo kar samoumevne. Mene pa zanima, kako pa v bistvu ta izkušnja, da si prej živel v drugi državi in si v bistvu prišel sem živeti in delati, vpliva na tvoje delo? Glede na to, da imaš to izkušnjo. Mislim, da vpliva v smislu razgledanosti, da si izkusil nekaj morda popolnoma drugačnega, drugačen način dela, drugačne pristope, drugačne načine, ja. In vedno lahko uporabiš kaj od tistega, tudi če si v popolnoma drugem okolju, vedno ti te izkušnje lahko pomagajo. Super, ja. Zato priporočam tudi, prej sem delal na EURES oddelku, in sem pač je veliko te migracije in tako dalje, vsakemu priporočam, da sproba to, da gre, ali ne vem, šolajoča mladina, da gre preko Erasmusa kakorkoli v drugo državo, da vidi drugačne načine. To nas krepi, to nam daje širino, nam izboljšuje konkurenčnost, smo boljši. Če tudi recimo za Slovenca, ki gre v drugo državo in se potem vrne, pride s temi izkušnjami in to je pač v korist, ne samo osebi, ampak je win-win, to je za gospodarstvo, za Slovenijo koristno lahko. Pa tudi Slovenijo potem drugače gleda, ne? Absolutno. Tako. Senada, kaj bi si želela, da bi tujci vedeli, preden pridejo v Slovenijo? Mogoče, da bi se majčkeno začeli že prej učiti slovenskega jezika, ker so res šokirani, da je zelo težek jezik. Se pravi, mi tradicionalno imamo migracijo iz Zahodnega Balkana, ampak nekako po letu 2021 so tudi neki drugi migracijski tokovi, kjer jim pa naš jezik ni tako blizu. In za njih bi bilo fajn, če bi mogoče kakšen online tečaj ali pa kaj takega, ker ta slovenščina je res težka. Čeprav sem imela primera gospoda iz Bangladeša, ki je prišel k meni in je rekel, govorila bova samo slovensko, ker se jaz učim in ne nič angleščine, samo slovensko in je bil ponosen. Pač skloni, pa spregatve, sva se vse pogovorila, tako da, ja, zelo, to mi je res, da bi se mogoče že majčkeno naučili slovensk. Jaz bi jim to predlagala. Obratno vprašanje pa za Juana. Kaj bi si pa ti želel, da bi Slovenci boljše razumeli o tujcih, ko pridejo sem delati pa živeti? Jaz bi rekel, da je pomembno, da se zavedamo, da so izkušnje pridobljene v drugi državi lahko zelo dragocene in da so super ljudje, kjerkoli po svetu se najdejo. Super ljudje. Res, mene preseneča, pač iz neznanih držav prihajajo ljudje in meni je včasih res to wow. Nisem pričakoval, da bo prišla oseba s tolkimi izkušnjami, z izobrazbo, z
drugačnim pogledom na stvari, a ne, in da ceni to, kar imamo v Sloveniji, da nismo mi sami, ko vidimo tablica Slovenija. In lahko te osebe tudi veliko doprinesejo, ne? Ja, tako. In pa če treba sprejeti tisto dobro, a ne. Slovencem bi priporočil to, dajmo sprejeti tisto, kar je dobro, ostalo probujemo zboljšati. To je pa mislim, da odličen nasvet za vsakega. In da izkušnje štejejo. Jaz sem imel to težavo, pač v Sloveniji pa nimaš izkušenj, a ne. Ja, pač, 15 let delovnih izkušenj v drugi državi so pa jih ni. Torej, osredotočimo se na dobro in izkušnje štejejo. Jaz bi mogoče še dodala, da jaz pa vse tujce, ki pridejo k nam iz tretje države, vidim, kako so pogumni in jih spoštujem, zelo jih spoštujem, ker so sploh iz daljnih krajev, ki pridejo, kako so pogumni in da bi tudi v bistvu Slovenci to lahko nekako zaznali in sprejeli in jim dali to priznanje. Ja, jaz mislim, da smo se ogromno stvari in vidikov dotaknili in osvetlili, od postopkovnih do življenjskih. Zdaj imam pa za konec 2 igrci, zelo kratki za vaju. Prva je mini igra, kaj ti prvo pride na misel, nič razmišljati, sam ustreliš. Senada, Slovenija. dom. Juan, najtežja slovenska beseda. Čmrl. Senada, največji šok za tujce. Reciklaža odpadkov. Juan, najlepši del tvojega dela. Težko. Rezultati. Senada, tipični Slovenec. Športnik, planinarc, kolesar, maratonc, tekač. To je to. Zdaj pa še druga igrca. Imamo pa par krogov in vsakič morate obdržati eno možnost. Jaz vam dam 3 sekunde, da se posvetujete in potem izstrelite. Krog 1. Občutek varnosti ali občutek sprejetosti? Sprejetost. 1, 2, 3. Varnost. Varnosti. Ok. Drugi krog. Občutek varnosti ali znanje jezika? Varnost, jezika, znanje jezika. Znanje jezika. Krog 3. Znanje jezika ali dobra služba? Okay. Dobra služba. Dobra služba. Krog 4. Dobra služba ali ljudje, ki ti pomagajo? Dobra služba. Dobra služba. Krog 5. Dobra služba ali občutek doma? Občutek doma. Občutek doma. In finale, občutek doma ali nova priložnost? Občutek Čutek doma. doma. Občutek doma je pa zmagovalka druge igrice. Zakaj? Zakaj je ravno to? Ker doma smo mi, smo na varnem, imamo tisto lastno pač skupino ljudi, se imamo radi, si pomagamo, gremo naprej. Tega ne moreš urediti na upravni enoti, na infotočki. To je občutek. Ne moreš urediti, ampak iz tega, kar sem danes slišala, bi pa lahko rekla, da lahko trdim, da infotočka definitivno bistveno prispeva prav k občutku doma. In bi s to mislijo tudi zaključila, oziroma v resnici bi zaključila z mislijo nepalske skupnosti, ki mi je ful ostala, da so prišli po delo in našli prijatelje, mogoče tudi občutek doma. Hvala vama, da ste bila z mano. Hvala vam, ker ste bili z nami in se vidimo spet naslednjič za kulisami trga dela.